veselo zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče sinov sloveče matere. Živi nasi narodi, ki hrepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. A zdaj to imamo in zdaj je, kar je. Za vse zaklade ne potrebujemo prič. Na tako majhnem koščku, kako to izgleda? Je prav posejano, preveč nametano? Smo marsi zavist nakopali soseda? Ne, sploh ne. Le pesmi sledite, za mano. Kot prt bi razgrnil in nanj bi postavil bogastvo pregrešno najboljših dobrot. Pri vsaki bi se za trenutek ustavil in že bi k naslednji odnesla depot. Ta prt je Slovenija v nederih raja, dobrote pa biseri so domovine. Posuti povsod so, da skoraj ni kraja, ki ne bi si časa vzel za spomine. Na tako majhnem koščku pa toliko prostora za najbolj čiste slike, za sonca, ki zlatijo,
za čustva in dotike. Torej vsem skupaj lep pozdrav na današnjem srečanju, drugem srečanju članov in simpatizerjev Slovenske demokratske stranke Koroške. Med nami smo že pozdravili, pa bomo še enkrat našega predsednika, gospoda Janeza Janšo. Že prej smo tudi zaploskali besedam evropske poslanke gospe Patricije Šulin. Z nami sta tudi, vse ta trenutek je tukaj z nami tudi poslanec v Državnem zboru, gospod Bojan Podkrajšek. In mislim, da še kakšna minutka manjka poslancu Ljubu Žnidarju. A je že tukaj? Pozdravljen. V naši sredini pozdravljamo tudi državnega svetnika in župana občine Muzenica, gospoda Franja Goloba. In seveda vse vas, ki podpirate, ki ste člani, ki delate za slovensko pomlad in želite, da Slovenija postane moderna in sodobna, pravična država. Aplavz tudi nam. Seveda, besedo si zasluži naš gostitelj. K besedi vabim torej predsednika mestnega odbora Slovenske demokratske stranke Slovenj Gradec, gospoda Bojana Navodnika. Izvoli. Spoštovane članice, spoštovani člani, spoštovani gospod predsednik Janez Janša, spoštovani poslanci in vsi ostali prisotni, dovolite mi, da vas zahvalim za današnji prihod na naš kraj, v naše mesto, najmanjšo mestno občino v Sloveniji, ki te dni praznuje in pa to letos praznujemo 750 let obstoja mesta, ki ga praznujemo pod imenom Živel Slovenj Gradec ali kako so včasih dejali Vivat Vindiš Grec. Jaz bi tukaj samo dejal še Vivat Slovenska demokratska stranka in vam želim prijetno druženje danes in hvala lepa. Rojen sem tu na sončni strani raja. Ponosen sem kot domovine sin. Izginja vse, resnica pa ostaja. Ne bom pozabil svojih korenin. Kjer hodil bom našo lepo pesem spodbujal, da se seli iz roda v rod, da se moj sin nikdar ne vpraša, kje sem doma in kam gre moja pot. Storimo vse, da bi slovenske veže odpirala srca na naših tleh, da z njimi bi prišli si malo bližje, da bilo bi več isker v očeh. V srcu nosim eno domovino, zato negujmo njena sonca vsi. Besedo njeno, žlahtno in edino, negujmo, da je kdo ne preglasi. Pesem domača v čas me vrača, kjer gnezdijo ptice, kjer je moj dom. Pesem slovenska, meni najdražja, saj nikoli pozabil ne bom. Imel sem ljubili, a eno sem izgubil. Naj bo, pa bomo odslej, srčneje drugo ljubil. Srci poklanjam vse ti ljubim.
še vedno upam, da prideš morda še kdaj tja, ker skupaj sva bila. Stiskam v pristani, kot si takrat jih ti. Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objavljava in pisem bo odkrita. Spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekoč se najdeva. Oba verjameva, oba še upava, morda le sanjava. Oba verjameva, oba še upava, morda se ljubiva. Prebijem se skozi dan in mi nekako gre, a ko spet pade večer, še vedno stisne me. Premalo je vseh besed, ki bi ti pisale, da hočem s tabo živeti, brez tebe mi ne gre. Stiskam v priznani, kot si takrat me ti. Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objaveva in pisem bo odkrita. Spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekoč se najdeva. Oba verjameva, oba še upava, morda le sanjava. Mi amor, e te noterás así. Espero que algún día vuelvas a mí. Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objavljava in pisem bo odkrita. Spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekoč se najdeva. Oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Oba še ljubiva. Moji ljudje, moji gozdovi, moje poti, rodni moj dom. Stresli so tu, cvetje bogovi, zdaj ga delim rad še z nekom. Tu si mi moč sonca dodala, treba mi ni iti od tod. Tukaj sa si večnost priznala. Tu na tleh, tu je moj rod. Kaj bi počel daleč pred vrati, svojih steza, svojih livat. Tukaj mi je dano ostati, tu se baha večna pomlad. Tu te imam, moja nevesta, ljubi moj dom, tu te imam. Vse, kar želim, je, da mi cesta ne bi zašla nekam drugam. Najlepše je doma, naročju moje doline, kjer sonce se tako smehlja in boža na dotik. Čej so tiste stezice, so včasem mrle, zdaj pa raste grmovje, noj zaline travi, zdaj pa raste grmovje.
pravčasno. Moja ljubca mi je pošto poslala, naj pridem nocoj k njej v vic. Prav počasi potihoma pride, na rahlo poklicati jo. Moja ljubca je s postelce vstala, na zvizdece gledat je šla. Oj, tiček ti moj, oj, čaj se ti hod, oj, tiček ti moj, oj, čaj se ti hod, oj, tiček ti moj, oj, čaj se ti hod, da tek ni bilo tak dolgo nocoj. La 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 la. Tri ure hoda je sama voda, tri ure hoda je sama voda, tri ure je sama voda, za del vode nisem mogel k tebi. La 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 Spoštovani, tudi v imenu Koroške regijske koordinacije vam želim nekaj povedati. Ampak bom prebrala pesem Igorja Pirkoviča. Želim brezčasnih trenutkov na dlani in morje na pot nametanih idej. In da bi koraki od sonca oprani jo vlekli naravnost, pokončno, naprej. Želim, da njene nebeške kočije bi jadrno stregle čez modro nebo in da po potrebi soljo nostalgije bi vzela s seboj, kar je dobro bilo. Želim, da njene bi pametne glave razmišljale trezno za blagor vseh nas in ne da še kdaj v imenu postave srbečim bi prstom prodale obraz. Želim, da nikdar ne gre na kolena, čeprav bi se ta zašibila ikdaj. V sebi ostane netrdna kot stena. Slovenija moja, moj zemeljski raj. In takšna naj bo tudi Koroška. Držimo skupaj in želim, da se imate lepo in nadaljujemo s programom, z recitacijami in pesmijo. Trepetala je dlan na dan, meglen in siv, a živ. Ko je december zarezal srce naših fantov, sinov, da vstali so v čast naše zemlje. Prišli so od povsod, da začeli bi pot s korakom odločnim in strumnim, ker prihodnost pripada pogumnim. In fantje močno so verjeli v resnico, da škorenj sovraga umakne korak. Takrat so si v roke vzeli pravico, da soncem slovenskim spodijo oblake. Bil je dan meglen in siv, a živ. Kako se potem je delila pravica, pustimo ob strani, ker vedno resnica pač pride na dlani. A če tistega dneva bi ne bilo, kdo bi zdaj tlačil slovensko zemljo? Kako domovini, brez slabe vesti, lahko bi pogledali sploh v oči? Hvala za dan meglen in siv, a živ. In hvala jim vsem za tisto takrat, da ostali lahko smo v slovensko pomlad, da gremo s korakom odločnim in strumnim, zato ker prihodnost pripada pogumnim. No, in ker prihodnost pripada pogumnim, tudi tistim, ki so že vse teh letih Slovenije, samostojne države, veliko dali, veliko prispevali in se še borijo. Zato besedi vabim našega cenjenega predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Lepo vas je pogledati spet po enem letu. Ko smo se lani srečali na prvem regijskem srečanju Koroške regije, je padla obljuba, to odslej vsako leto in letos se ta obljuba drži.
in me zelo veseli, da sem danes tukaj med vami. Sem smo prišli iz Dravskega polja, tam je bilo srečanje Ptujske regije, prinašamo vam pozdrave od kurentov. Sicer jih tam ni bilo, ampak oziroma niso imeli oblek, ker je prevroče. Je pa bilo vzdušje pomladno. Veliko nas je bilo in prave besede so padle. Tudi tukaj v tem uvodnem delu, v kulturnem delu, smo slišali nekaj pravih besed. Me veseli, da je knjižica, ki je išla v čast našega 11. kongresa, izpod peresa Igorja Pirkoviča postala tako priljubljena že v tako kratkem času. Dejansko je v njej veliko občutanih domovinskih pesmi in večkrat jih bomo slišali, bolj se bomo zavedali, kaj smo in kje smo. Ne bom dolg, ampak dovolite mi, da na začetku nekaj rečem o tem, kako se v Sloveniji uspe obračati ali pa drugače predstavljati izven nekega normalnega toka, peljati stvari tako, da pravzaprav sploh ne vemo, zakaj gre. Veliko primerov je, naštevam samo enega, in sicer našo himno. Zdaj, ko smo se Slovenci osamosvajali, smo za himno razglasili Prešernovo Zdravljico. To je zelo primerna pesem, pove vse, če preberete vse kitice. Tudi ko smo himno zapisali v ustavo, smo v slovensko ustavo zapisali himna Republike Slovenije Zdravljica. Potem pa je 3 leta kasneje neka druga večina v slovenskem parlamentu sprejela zakon, katerega so napisali, da je himna Republike Slovenije samo 7. kitica. Samo ta internacionalni del, ki sicer lepo gre v cel sklop, ampak če govorimo samo o tem, da naj žive vsi narodi, potem je to pravzaprav lahko himna Združenih narodov. Že daleč nazaj pred leti je slovenski pisatelj, ki živi v Trstu, Boris Pahor, opozoril na to in potem večkrat ponavljal, razen nekaterih medijev, ki so blizu nam. Tega ni nihče predvajal nikoli. On je dejal, da ima vedno težave, ko ga v tujini sprašujejo, kaj je pravzaprav slovenska himna. Tudi ko je zaigrajo, sprašuje, kdaj bo pa prišel tisti del, ko se vi predstavite. Rekel je, ko ti nekoga povabiš, da naj živi s tabo, naj bo tvoj prijatelj, tisti hoče vedeti, kdo si ti. Se pravi, vljudno je, da se najprej predstaviš. Mi pa smo ta del z zakonom iz ustavne himne enostavno brisali. Tisti, ki poznate zgodovino, malo bolj podrobno veste, da se to ni zgodilo slučajno. Takratni sekretar Komunistične partije Slovenije Boris Kidrič je, mislim, da leta 1942, v nekem članku v časopisu, ki je bilo takrat glasilo Komunistične partije Slovenije in se je imenovalo Delo, zanimivo ime, glede na to, kjer časopis še obstaja s tem imenom, pa je napisal nek članek, v katerem je rekel, da se bo slovenski narod tako prekvasil v internacionalnega, da za ta novi narod najbolj ustreza 7. kitica Prešernove Zdravljice. Žive naj vsi narodi, se pravi nekaj internacionalnega. V tem smo živeli po letu 1945 desetletja v socializmu, ki so tisti, ki so imeli tak pogled vladali, ampak kljub temu si niso upali tega zapisati v takratno socialistično ustavo. So si pa to upali leta 1994.
To zelo veliko pove, kje smo, o tem, kje smo. Iz upora proti potvarjanju ustavnega besedila slovenske himne mi na naših preditvah zato zapojemo ali pa zaigramo vsaj še drugo kitico Zdravljice. Se najprej predstavimo in potem pravimo, da želimo živeti tudi v miru z drugimi. In to se je počasi prijelo. In po naši himni tudi ploskamo. V Sloveniji veliko ljudi ali pa večina ljudi misli, da se po himni ne ploska. Jaz sem bil kot predsednik vlade, minister za obrambo, podpredsednik Mednarodne sredinske internacionale na različnih prireditvah v več kot 100 državah in sem poslušal himne teh držav. Z protokolom, brez kakorkoli. Nikjer nisem doživel, da po himni ne bi ploskali. Samo v Sloveniji ne ploskamo. In to tam nekje od 60 let naprej, ko ljudje na tistih komunističnih zborovanjih niso več navdušeno ploskali in potem se je oblast spomnila, kako to zagato rešiti in so dali v javnost, da se po himni ne ploska. In to se je kar preneslo v samostojno Slovenijo. Počasi so nas segrevali tako kot žabo v mlačni vodi in noben se ni zavedal, kaj to sploh je. Ste kdaj gledali kak prenos ameriškega nogometa, ko zapojejo himno pred 100.000 ljudmi? Kaj potem naredi stadion? Ploska. Ne? Zakaj? Zato, ker je pač ljudje izražajo na ta način identiteto, pripadnost. Je to popolnoma normalno. Tako da, gledajte, v Slovenski demokratski stranki spoštujemo tisto, kar piše v slovenski ustavi, se pravi, himna Republike Slovenije ni samo 7. kitica, ampak je Zdravljica. In ko izvajamo, jo moramo izvajati vsaj tako, da se najprej predstavimo in potem pojemo tudi internacionalni del. Skupaj sta prava celota. In po himni ploskamo, tako kot v vseh državah na svetu. Ko se bo to zgodilo v Sloveniji tudi na državnih proslavah, boste videli, da je Slovenija postala normalna, oziroma primerljiva normalnemu svetu. Tako da, še mnogo je teh stvari, ampak če se lahko nek narod na ta način pravzaprav prepriča, da je prav narobe in narobe prav, potem se mu lahko prodaja termoelektrarna T6, ki je vredna 600 milijonov za 1,4 milijarde, ali pa drugi tir, ki se ga da zgraditi za 700 ali pa 800 milijonov evrov, za 1,3 milijarde, za 1,6 milijarde. Ni problem, gledajte, če te lahko okoli prinašajo že pri himni, pa pri vprašanju identitete, potem vas bodo skušali tudi pri drugih stvarih. Tako da, če preskočim na aktualnost, seveda Slovenija potrebuje modernizacijo železniške infrastrukture. Če ne bi z velikim pokom rušili naše vlade leta 2008, bi bilo to že narejeno, ker je bil projekt za modernizacijo slovenskih železnic pravzaprav pripravljen. Imeli smo resnega tujega partnerja, drugo največjo logistično firmo na svetu. Pismo o nameri je bilo podpisano, vse je bilo predano naslednji vladi, ki ni nič naredila na tem, kljub temu, da je predsednik te naslednje vlade hodil vsak teden na slovenske železnice, najprej, tako se ni naveličal, ampak nič se ni zgodilo. Zdaj pa hočejo graditi 70 km železniške proge za ceno več kot 50 milijonov po kilometr. Kar pomeni, da bo en meter te proge stal 1,5 kg zlata. Dejansko je to zlata proga. In kljub temu, da so tukaj mednarodne primerjave, da vemo, koliko stane kilometr proge v švicarskih ali pa francoskih Alpah, kljub temu, da so danes na voljo tehnologije, ki jih 10 let nazaj ni bilo, kljub temu, da vemo, da rabimo 2 tira, ne enega, se dela en tir za dvojno ceno. In tukaj so zraven v tem vladnem projektu pribitki, ki so tako veliki, da
da je celo predsednik vlade na zadnje v državnem zboru, ko je odgovarjal na poslansko vprašanje kolega Ljuba Žnidarja, dejal, da ni res, da bo kilometer proge stal 50 milijonov evrov, ampak samo 27. Zdaj, če še sejete 27 km proge krat 27 milijonov, ne prijete na milijardo 300, ne? Tudi po vladni matematiki težko. Ne? Je prevelika razlika, ampak gledajte, nič se ni zgodilo. Ne? Noben ni tega popravil, noben se ni opravičil, Slovencem se lahko prodaja karkoli. Obstaja en sam inštrument, s katerim lahko preprečimo to norost, to je referendum. Zbrati treba 40 000 podpisov in naredite to. Sicer boste teh 600 ali pa 700 milijonov preplačila, ker ti projekti se nikoli ne ustavijo na tistem, kar ne naračunajo, ampak so potem še vedno aneksi in tako naprej. Sicer boste to plačevali. In razlika v tej ceni je tako velika, da lahko za to razliko v vsaki slovenski občini zgradite novo šolo. To se je skušal vzeti iz tega projekta. Podobno je bilo pri T6, podobno je bilo pri gradnji avtocest, ni da ni. Če nekdo iz tazga projekta nekaj 100 milijonov evrov ukrade, lahko potem plača nekaj 100 novinarjev, ki pišejo v njegovo korist, angažira karkoli, ukrade volitve, kar se v Sloveniji dogaja. In zaradi tega je pomembno, da se tam, kjer se stvari dajo preprečiti, to tudi naredi. Če vam zbrali 40 000 podpisov, jaz sem trdno prepričan, da in ko bo mogla vlada soočiti te številke, sem trdno prepričan, da bo tem slovensko volilno telo ta zakon zavrnilo. Ne drugi tir pa modernizacijo, vsi smo za to, da se to naredi, skrajni čas je, ampak ne za tako ceno. Ne za tako ceno. Če da pa to uspel, pa boste pol to občutili na plačah, na pokojninah, na položnicah, povsod. Tega ne bodo plačali tisti, ki bodo imeli od tega korist. Zagotovo ne. Sedaj je to, da zberemo podpise in z referendumom preprečimo to norost, zgolj ena bitka v tej vojni. Če hočemo tudi za prihodnost sploh preprečiti, da do takšnih norosti prihaja, je pač potrebno ne zbrati podpise za referendum, ampak zbrati glasove na volitve. In to bistveno več, kot pa se jih je zbralo doslej. Mi za naslednji mandat, če hočemo, da se stvari vrnejo v normalo in da se v Sloveniji enakomerno razvijala, da vlada ne bo podpisovala 300 milijonskih dodatnih projektov zgolj za Ljubljano, ampak da bo vsako mesto in vsaka občina v tej državi obravnavana enakopravno. Če to hočemo, potem je treba za naslednji mandat imeti trdno vlado in za trdno vlado so pač potrebni glasovi. Tukaj na Koroškem so odstotki, ki jih dosegamo na volitvah, solidni. Je pa udeležba premajhna. Sploh je udeležba na volitvah izven osrednje ljubljanske regije pač sorazmerna z sredstvi, ki se trošijo. V ljubljanskih volilnih okrajih je volilna udeležba tudi za 20% višja kot v Sloveniji čez Trojan. In zaradi tega dobri odstotki tukaj pač na koncu ne odtehtajo rezultata, ki ga gradijo vsi glasovi. Slovenija ima sicer izkrivljen, pa vendarle proporcionalni volilni sistem, kjer vsak glas šteje na koncu. In na koncu je v seštevku, od seštevka odvisno, koliko poslancev bo katera stranka imela. Od seštevka vseh glasov, ne od seštevka odstotkov, ampak od seštevka vseh glasov. Na zadnjih volitvah polovica ljudi ni šlo voliti, iz različnih razlogov. Vemo, kaj je bil glavni, da so bile ukradene volitve. Ampak tudi na prejšnjih volitvah je bila volilna v povprečju, recimo če pogledam zadnjih 15 let, je bila volilna udeležba
takšna, da 30 do 40% ljudi redno ni volilo, so bili nevoljivci. Veliko ljudi, zelo veliko ljudi v Sloveniji misli, da s tem, ko ne voli, ko ne gre na volitve, protestira proti stanju, kakršno je. V resnici je tisti, ki ne gre na volitve, ravno vzdržuje takšno stanje. Ravno obratno je. In gledajte, mi smo na naslednje volitve pripravljeni. Imeli smo kongres soboto prejšnjo, verjamem, da ste ga večinoma spremljali, ne bom ponavljal vsega tega, kar smo tam rekli in zapisali. Ampak programsko smo mi pripravljeni, ekipe imamo, vemo, kje Slovenija je, vemo, kje želimo in kje večina ljudi želi. Tukaj kaj dosti ni za dodati. Imamo tudi izkušnje, vemo, kako so drugi reševali določene probleme gospodarskega in drugega razvoja. Vemo, kje se pozanimati, kaj vprašati. Ampak to smo imeli tudi že na prejšnjih volitvah, pa tudi že prej. Ampak v Sloveniji z eno ali pa dvema izjemoma, programi, ekipe, pripravljenost, niso odločali na volitvah. Vedno so bile lansirane druge stvari. In to okolje se v tem mandatu ni kaj bistveno spremenilo. Tako da tukaj ne moramo pričakovati čudeža. Čudež se lahko zgodi, če bomo mi sami sposobni neposredno nagovoriti tiste ljudi, ki niso šli voliti, pa mislijo, da so s tem protestirali proti stanju. Tem ljudem je treba povedati, da je stvar ravno obratna, da morajo iz protesta voliti, ne pa doma ostati. Če gre samo polovica teh naslednjih volitve, bo Slovenija drugačna. Bo Slovenija drugačna, zelo malo manjka. Mi s to akcijo od urad do urad, tisti, ki ste bili pred tedni na našem volilnem plenumu, veste, pričeli prihodnji mesec. In bo trajalo do volitev, kadarkoli pač bodo. Na več urad bomo potrkali, z več ljudmi bomo govorili. Več jih bomo nagovorili tudi preko socialnih omrežij. Več ljudi bomo prepričali, da je pa zdaj caj, da tudi oni nekaj naredijo. Boljši bo rezultat. Boljši bo rezultat. Ni treba tukaj veliko. Ni treba tukaj veliko. Trebno pa je narediti to razliko. In samo tukaj je možnost, nikjer druge ni. Lahko se čakamo, da bo, ne vem, kaj se je zgodilo, da ostane še slabše in da bo še več priložnosti za pravljenih, ampak gledajte, Slovenci tega ne zaslužijo. Da izkoristi vse potencijale in da se razvije bistveno hitreje. Bistveno hitreje. Tega, kako upravljati z nečim, je odvisno, kakšni so rezultati. V veliki meri. To velja od družinskega proračuna do firme, do šole, do države, občine države. Mnogi ste v takih situacijah, na katerih praktično vsi to dobro veste. Slovenija je bila dobro upravljena, od osamosvojitve naprej, še vsej pa v zadnjih letih. Potem standard v Sloveniji najmanj za tretjino višji, najmanj za tretjino višje bile plače, pokojnine, ne bilo luke na cestah, imeli bi moderne železnice, imeli bi tretjo razvojno os, že zdavno je narejeno. Tretja razvojna os, to je pač tema na Koroškem, že dolgo. Ta projekt bil končan danes, če leta 2008 je prišlo do velikega poka, to, da nimate tretje razvojne osi, je račun za patrijo in za vse tiste stvari, ki so potem sledile, za to, da Slovenska demokratska stranka ni dosegla tistega rezultata, ki bi ga lahko, če bile volitve poštene. Veliko tega, kar je bilo tik pred začetkom, je bilo preprečeno s tem, ko se je pač manipuliralo in kradlo volitve. Vse možnosti so bile. Vse možnosti so bile, projekti, znanje, sredstva. Se je to pa razgubilo drugem.
Tako da, če nočemo, da se bo to nadaljevalo, je pač treba narediti to razliko. V Slovenski demokratski stranki nas je dovolj. Ne bomo dovolj sami, potrebujemo tudi kredibilne koalicijske partnerje, ampak največ je odvisno od nas. Če mi tega ne bomo naredili, noben drug ne bo naredil. In če mi ne bomo sposobni sestaviti neke trdne vlade za prihodnji mandat, Slovenija takšne vlade ne bo imela. Lahko bo imela trdno vlado po številu, tako kot je ta. Ni bilo še vladne koalicije, ki je imela toliko glasov v parlamentu, kot je ima ta. Pa pogledajte, kaj so naredili. Zna kdo našteti kak rezultat oprijemljiv. Ok, morate zdaj mopede registrirati, še nekaj takšnih spol so praktično ukinili skoraj. In še veliko takih projektov so se lotili. Imamo v administraciji nekaj 1000 ali pa 10 000 ljudi več zaposlenih in tudi večje stroške. Imamo kakšnih 5-6 milijard višji dolg. Nekaj resnega se vas to večina ni naredila. Če v prihodnjem mandatu sliko obrnemo in imamo mi to večino, me vprašajte čez 4 leta, kaj se je naredilo. Bo srečanje prekratko, da se naštejemo. Lahko naštejemo za nazaj, za mandat 2004-2008. Takrat se je standard Slovenije realno dvignil za četrtino, za 24%, realno, ne nominalno, plače in pokojnine. Danes bo kvari, da bi kdo to omenil. Nič od tega. Ampak številke realno govorijo. Izpeljali smo mnoge pomembne projekte. Večino so koštali manj, kot smo rekli. Tudi recimo, ko je Slovenija vodila Evropsko unijo, zelo zahteven projekt, prva nova država članica, prvič za Slovenijo. Proračun tega projekta je bil 65 milijonov. Na koncu je račun pokazal, da smo zapravili manj kot 60. Ste kdaj to že slišali? No, nikoli. Vrsta stvari je bilo zgrajenih z tem prihrankom. In jaz ne poznam tudi nobene druge države Evropske unije, ki je za predsedovanje zapravila manj, kot je načrtovala. Mi smo tega lotili racionalno in nam je uspelo. Nikoli nihče tega ne omenil. Slavijo se projekte, ki so koštali 3-krat več, kot je bilo načrtovano. To je, ljubljanski župan se hvali s Stožicom, kjer je več kot 100 milijonska luknja. In potem tudi razni drugi, tako imenovani mnenjski voditelji govorijo, kako je to lep projekt, kako je to. Vsak sedež v Stožicah je koštal 3-krat več, kot je normalna cena v Evropi. In to razliko vi plačujete, ker je šlo to vse v javni dolg. Oziroma na slabo banko in preko tega v proračun in v davke in v položnice in tako dalje. Tako da, gledajte, alternativa je zelo preprosta za prihodnji mandat. Od tega, kako jasno je bomo uspeli ljudem predstaviti, bo pa odvisen rezultat. Ampak gledajte, tokrat dejansko je zadeva odvisna od nas. Ne od medijev, ne od vseh drugih. Vse to, vemo, ne bo se čez noč spremenilo. Okolje je takšno, kot je. Edina ključna strateška razlika, ki lahko nastane, je razlika, ki jo mi naredimo. S tem, ko nagovorimo čim več tistih, ki na zadnjih volitvah niso volili in so mislili, da protestirajo proti stanju kakršno. Zato, da nekoga prepričate, da gre volit in da gre volit Slovensko demokratsko stranko, je premalo, da mu daste nek letak. Je premalo, da ga vprašate malo po vremenu. Se je treba vzeti čas. Žrtvovati je treba veliko za to. In na tej točki se bomo stehtali. Če bomo to sposobni narediti, če bomo sposobni tudi te žrtve, v času in naporu, potem bo to žrtev za Slovenijo, ne za Slovensko demokratsko stranko. Mi lahko preživimo še 20 let tudi tega stanja. Smo dovolj odporni in tako naprej, ne gre za nas, gre za Slovenijo.
Gre za Slovenijo, ker je žalostno gledati, da capljamo zadaj, medtem ko drugi hitijo naprej. Leta 2008 je bila Slovenija na 91% evropskega povprečja po kupni moči na prebivalca. Češka je bila daleč zadaj. Danes je Češka pred nami. Ni na 91, mislim, da je na 85%, ampak mi smo padli na 83. Nazaj smo šli. Smo edina država Srednje Evrope, ki je šla nazaj v tem času, kar se razvoja tiče in dohitevanja povprečja Evrope. Nikoli teh številk ne vidite, nikoli teh primerjav ne vidite. Tega vam Pop TV, nacionalna televizija, ne bosta prikazala v realni luči, ampak žal je temu tako in to na koncu čutite v žepih. Ne? Da ne govorimo o drugih stvareh, kjer bi jo dejansko predal. Torej, kongres je za nami, ne? Pred nami so volitve in od zdaj naprej se pričenjajo napori za to, da naredimo to razliko. Danes verjetno te faze še ne bomo preskočili, ne? Ker tukaj smo verjetno sami takšni, ki vemo, zakaj se gre. Torej, ne pričakujem, da boste zdaj med sabo se začeli prepričevati. Danes se bomo lepo imeli, mogoče še kakšna športna aktivnost, mogoče bomo slišali še kako lepo pesem iz knjige Igorja Pirkoviča. Jutri je pa čas, ko bomo začeli delati razliko. Hvala lepa. Oder je že prišla Alja Krušič, edina koroška zmagovalka resničnostnega šova. Kaj že bil? Slovenija ima talent. Ampak so mi rekli, iz Ribnice prihaja še ena lepa vest, in sicer v Ribnici imajo od danes naprej svetovnega prvaka. In sicer v diatonični harmoniki. In sicer v Avstriji, nekje je bil na tekmovanju Anže Krevh, torej iz Ribnice, je danes postal svetovni prvak v diatonični harmoniki. Aplavz. Zdaj pa seveda za Slovenijo živi. Moje
tvoje cvetoče vrtove in jutra ob tebi mi jemlje vdih. Ko v soncu okopaš najvišje vrhove, že vem, da večer bo spokojen in tih. Rada imam tvoje najlepše zaklade, ukradene od dobrih vil in Boga. Ne morem si kaj in iz čiste razvade mi takti zdravljice gredo do srca. A ti si nekaj več, ne moreš biti navada, ker še preveč si mlada, da ne bi šla naprej. Zbudi se, Slovenija, preveč si spala. Treba bo naprej, ker si preveč čakala. Zbudi se, Slovenija, če nočeš, da bi najlepša pesem mimo tebe šla. Skupine Breznik, tisti, ko nas ne poznate, prihajamo iz Pameč. Lansko leto smo praznovali 40 let obstoja, tako da smo pripravili en lep koncert in vsem, ki ste danes tu, želimo, da se imate po tej slavnostni prireditvi lepo, da uživate, ker to igrišče pa ta prostor je zelo lep, tako da vse naj. Pravijo, da je frajer, bum, 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 bum. Pravijo, da sem frajer, pravijo, da sem bahač. Rečejo, da sem vzvišen, vsak me vidi drugač. Pravijo, da ga lumpam, da sem pravi potepuh, nič pameti ni v meni, da sem trma svojih muh. Jaz pa lepo jem, vsak dan se s pesmijo zbudim, vsaka pesem je zame sveta, če je iz srca zapeta. Jaz zmeraj pojem, vsak dan s pesmijo živim, če moja duša kaj boliha, zapojem si ni bolj žgalika. Bum, 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 bum. Govori se o meni vse mogoče, kar se da, a sem le mehka duša, v meni pesem je doma. Jaz pa le pojem, vsak dan se s pesmijo zbudim, vsaka pesem je zame sveta, če je iz srca zapeta. Jaz zmeraj pojem, vsak dan s pesmijo živim, če moja duša kaj boliha, zapojem si ni bolj žgalika. Pravijo, da je frajer. No tako, prišli smo do konca tega kulturnega dela. Jaz bi se v imenu Koroške regijske koordinacije zahvalila vsem nastopajočim. To so naši mladi SDM-ovci, Meta, Ema, Erika, Andraž, Nina, Alja in pa seveda Jasni Krušič in vokalni skupini Breznik.